Vanja Drkušič, ocena tega obračuna, v katerem ste bili, to se verjetno strinjate, boljši v drugem polčasu kot v prvem? Pa sigurno smo bili boljši v drugem polčasu kot v prvem. Tudi se mi zdi, da smo si naredili več priložnosti v drugem polčasu. V prvem nam igra nekako ni stekla, preveč zgubljenih žog, sploh na naši polovici. Žal mi je zaradi navijačev, ker jim nismo mogli dati zaslužene zmage, ampak nič ne dej. Imamo zdaj 2 dni se pripraviti na Hrvaško in izboriti se tam za pozitiven rezultat. Morda malce neobičajna situacija za vas zadetek? Prvenec v reprezentančnem dresu, kar me dela zelo, zelo veselega in ponosnega, ampak mislim, da se bo to danes dokaj hitro pozabilo, ker Slovenija ni zmagala, kar je na koncu najbolj pomembno, ampak zelo, zelo vesel tega zadetka. Bo tekma s Hrvati v gosteh drugačna? Pa sigurno bo drugačna, že o kvaliteti nasprotnika. Mislim, da smo danes večino tekme preživeli na polovici Cipra. Mislim, da bo v nedeljo podoba nekako drugačna, ampak pravim, moramo lepo analizirati današnjo tekmo in se pripraviti na Hrvaško. Tjaž Begić, ocena obračuna in svojega nastopa tudi. Pa definitivno ni rezultat, ki smo ga želeli. Smo kvalitetnejša ekipa in smo tudi to pokazali. Sicer v nogometu je tako, ne zmaga vedno boljši. Smo pa se borili potem 1-0 in hvala Bogu dosegli ta gol. Ne bomo rekli, da se zadovoljimo s piko, sigurno ni super, ampak nismo pa zgubili. Smo še kar probavali za zmago, tako da nimamo kaj reči. Gremo naprej, še ena tekma čez 3 dni, ker bomo sigurno spešili na zmago. Kaj se je spremenilo v drugem polčasu? Je bil kakšen drugačen napotek ob odmoru, da ste igrali drugače, bolj napadalno? Iskreno ne vem, ker sem se segreval od zunaj, nisem bil niti v slačilnici, pol so prišli do mene te napotki, bolj individualni zame. Ampak mislim, da se samo videlo, da smo vse fantje med polčasom spočili, da smo imeli neko dodatno energijo z menjavami in zato smo to pol tudi dosegli gol. Občutek v igri z nekaterimi standardnimi reprezentanti? Pa sigurno je všečno, neka kvaliteta se vidi, se čuti. Iskreno mi je zelo všečno, upam, da bo čim več takih. Bo tekma s Hrvati drugačna? Pa iz našega vidika ne bo, mi gremo še kar na zmago, vemo, da sicer oni igrajo na svetovno, da je to njihova generalka, da bojo mogoče oni šli res bolj na nož, kot so šli Ciprčani. Ampak glih zato moramo še bolj, tudi če smo bili danes na 100, iti mi na 120 in tako lahko izenačimo ta nivo in zmagamo. Adam Gnezdačarin, ocena današnjega obračuna, zadovoljni, nezadovoljni z remijem? Ne povsem zadovoljni, iskreno, predvsem za prvim polčasom. Vemo, da moramo biti boljši, enostavno smo Cipru pustili preveč prostora, sploh v teh tranzicijah. Nismo bili dovolj konkretni, ampak potem smo pokazali dobro reakcijo v drugem polčasu. Tudi bili bliže mogoče zmagi, kakor oni, imeli priložnosti, ki bi jih mogli zadeti. In na koncu bi zmaga, mislim, da mogla ostati v storicah, ampak tako kot sem rekel, remi in nismo povsem zadovoljni. Je ta reprezentanca v tem trenutku tudi pod neko novo izgradnjo, pod taktirko novega selektorja? Zagotovo ne grejo stvari čez noč. Kot sem že rekel, da delamo na treningih 100% stvari, ki si jih želi selektor, ampak tukaj je tudi nekaj novih fantov in zagotovo to vse skupaj rabi nekaj časa, da zgradimo znova eno močno ekipo. Z vašega zornega kota, kaj se je spremenilo v drugem polčasu, ko je prišla vendarle malce drugačna Slovenija na zelenico? Mislim, da smo dali v predstavo višje. Nekatere stvari smo se dogovorili med polčasom in takoj nam je bilo lažje, takoj smo bili bolj konkretni, bolj nevarni za gol Cipra. Potem je pomagal tudi ta izključitev. Na koncu smo jih dejansko pol ure stiskali, ampak nismo uspeli najti poti do mreže. Kakšen način proti Hrvatom? Zagotovo bo treba biti bolj kompakten, kakor predvsem prvi polčas. Puščali smo res preveč prostora in boljše ekipe, kot je Hrvaška, bojo to še bolj znali izkoristiti, tako da predvsem tukaj je veliko prostora za napredek.